Sem hotel reči dobro jutro, ker smo danes spet zelo zgodni, ampak nas ob 7:30 zjutraj verjetno ne gledate, ne? Spet smo z našimi kandidati na testu Prima na Vranskem, v AMSS centru varne vožnje, kjer tokratnih 6 vozil čaka še dinamičen preizkus. Če ste zamudili preteklo oddajo, tokrat so z nami Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX in Volvo XC60. Premijski SUV razreda D. Evo, naredili smo že vse možne meritve, zdaj pa smo tukaj, da lahko na primerni podlagi na varen način preizkusimo še meje avtomobila. Pa ne samo meje. Pomembne so tudi izkušnje pri tem, kako udoben je avto, kako se obnese krmilni mehanizem, koliko je nagibanja, kakšni so ostali občutki. In Anže bo seveda vse skupaj kmalu testiral. Aha, iz režije mi že javljajo, da je na cesti. Anže, izvoli. Ja, cesta pokaže največ, no pa se je logično, če tukaj uporabljate avtomobile vsak dan. Ok, Alfa. Se mi zdi, da Stelvio na trenutke kar malo pozablja, da ni Giulia in da ni tako nizko pri tleh. Krmilni sistem je za takšen tip avtomobila kar preveč direkten, kar je takole na cesti tečno, ker ves čas deluje malce živčno, mimo grede preveč zaviješ. Seveda se na to vsak navadi, ampak je bilo opazno tudi pri slalomu, ker je krmiljenje preveč neposredno in je bilo težko biti natančen. Sicer pa je vozniško ta avtomobil zelo lahkoten, motor je zelo lepo prožen, obenem pa je pri meritvi porabil najmanj goriva med vsemi. In 8-stopenjski menjalnik je vrhunski. Ponekod vseeno težko drži korak z ostalimi, kar se vidi po izbranih materialih, zelo po kakovosti izdelave, ker kakšen gumb vseeno ostane v rokah, tudi udobje na zadnji klopi ali pa hrup med vožnjo nista na nivoju najboljši. To je skratka avto za tiste, ki so vam najpomembnejše vozne lastnosti, tudi v takšni visoki obliki. Po drugi strani me že kar malo moti, da vedno hvalim Audi, ampak je Q5 enostavno res vrhunski izdelek, čeprav mi oblikovno ni blizu. Bistveno manj je razborljiv od Alfe. Ampak spet vse štima. Materiali so najboljši v tokratni druščini ali pa vsaj med najboljšimi, prostore in udobje je zelo veliko, motor je dober, menjalnik je hiter, še posebej pa ste mi všeč ta dva sedeža. Na slalomu je bil nekje v povprečju, občutek za volanom sicer ni slab, ker pa je vse skupaj nastavljeno predvsem na udobje, pač ni bil vozniško zelo oster. Ampak slalom v tem segmentu vozil ni najpomembnejši, bolj cenim udobje na cesti, kjer avtomobil ne deluje gromozansko in je zelo prijeten. 4-kolesni pogon se je na valčkih med vsemi najbolje izkazal, asistenčni sistemi in zaviranje pred blazino tudi perfektno, je pa med glasnejšimi med vožnjo. In če menite, da bom samo hvalil tudi X3, ker je pač nemški izdelek, ne bom ga, vsaj ne povsod. Med vsemi tokratnimi predstavniki se mi ravno X3 zdi najbolj štorast in okoren. Ja, vem, BMW, sinonim vozniške odličnosti. Ampak, ko ga primerjam z GLC, je enostavno manj prijeten. Deluje veliko in okorno, to se je pokazalo tako na slalomu kot na cesti, med vožnjo se zdi večji, kot je v resnici. So pa dobri oziroma odlični materiali. Ti so na nivoju Audija Q5, sploh izdelava je vrhunska in zdi se, da je izdelan za vedno. Tudi prostora je veliko in asistenčni sistemi so delovali precej dobro. Sklop motorja in menjalnika si zasluži pohvalo, čeprav motor sam po sebi ni posebej varčen. Po uporabi je za njim zaostal samo Lexus. Ja, tokrat je NX na merilnem krogu porabil največ, je bil pa v vmesnem ciklu daleč najbolj varčen med vsemi. Se vidi, da je hibridni sklop najboljši za takšne vožnje. Za zelo atraktivno obliko se skriva po notranji prostornosti dokaj majhen avtomobil, sploh v primerjavi z ostalimi. Prtljažnik je najmanjši, udobje na zadnji klopi je tudi manj kot drugod, skromnejše dimenzije pač ne morejo narediti čudeža. Čeprav sam nisem kakšen poseben pristaš dizelskih motorjev, pa v tem razredu kar moram reči, da vozilom pašejo in to bolj kot takšen hibridni sklop. Motor je zaradi menjalnika in visokih vrtljajev pogosteje glasnejši od ostalih, med slalomom pa je NX deloval dokaj težko in okorno. Krmiljenje je precej umetno in čeprav nagibanja ni veliko in podvozje dokaj lepo sledi zahtevam, občutek vseeno ni najboljši. Je pa na cesti veliko bolj prijeten. No, ne pa na terenu, ker tale 4-kolesni pogon ne zmore speljati, če ima samo eno kolo v prijem.
Še preden vsi mediji seštejemo vse točke, imam svojega favorita že v glavi, pa sploh ni nujno, da bo zmagal. Bo pa Mercedes GLC sigurno zelo visoko. V segmentu, kjer je udobje zaradi večje oddaljenosti od tal precej relativno, je tale najprijetnejši. Seveda pomaga zračno vzmetenje, ki stane dobro 2000 čaka in naredi tako veliko razliko, da ga brez njega sploh ne kupite. Na cesti je najbolj udoben, med slalomom zanimiv in okreten, tudi nasploh je vožnja zelo prijetna, ker ne deluje glomazno. Je malce nižji od X3 in predvsem bistveno bolj lahkoten. Od znamke smo že vajeni, da asistenčni sistemi delujejo dobro, pred blazino se je odlično ustavil, materiali so dobri, prostora je veliko, po varčnosti je bil motor nekje v sredini, skratka, ni veliko stvari, kjer bi mu prisodil zamero. Morda le pri notranjosti, ki bo najbrž kmalu deležna prenove po vzoru ostalih modelov iz hiše, potem bo še boljši. In na koncu še Volvo XC60. Glede na to, da Volvo vedno najbolj zagovarja varnost, me je pozitivno presenetilo, da ni slab niti z dinamičnega vidika. Seveda sem si med slalomom zaželel, da bi bil volan malenkost bolj obtežen, ampak se avtomobil nasploh ni posebej nagibal in podvozje je ukazom zelo lepo sledilo. Še bolj pomembna je vozniška izkušnja na cesti, kjer je XC60 pač zelo fin. Na trenutke malo pretrt, sicer pa nasploh dovolj uglajen in znotraj kakovostno brezhiben, mu nekaj očitati. Tudi motor je dober in je na testu porabil 7,3 litra goriva, torej je bil v druščini bolj varčnih. Menjalnik je prijeten, tako da je celoten vtis ob dobri prostornosti na zelo visokem nivoju. Oblikovno se mi XC60 tudi dopade, je malo drugačen in na naših cestah jih ni veliko, zato je tudi ta v mislih med mojimi favoriti. Ampak zmagal bo samo eden, ker bomo z ostalimi novinarji določili zdaj. Skupaj nas je 8 medijev, novinarjev je kar 15, testirali smo skoraj 2 tedna in iz naših kandidatov izluščili vse informacije za prestižno zmago med premijskimi SUV srednjega razreda. Evo, seštevamo. Volan, Siol, komutar, žurnal. Zmagovalec je Audi Q5. Vse sem rekel, sam mene poslušajte, pa boste vedno izbrali najboljši avto. Za malo, či za malo. Q5 je zmagal, ker je bil, to se je že dostikrat na prima testu dokazalo, vsestransko, ko smo gledali holistično, kot avte seveda moramo na takšnih skupinskih testih preprosto najboljši ali pa nikjer ni bil prav slab in to se na koncu pokazalo kot zmaga. Zelo preprosto. Dejansko nisem presenečen, ne? Je pa tako, da pri usporednih testih praviloma zmaga tisti, ki ne izgublja točk pri posameznih segmentih, ampak je v vseh segmentih dober in Audi je v bistvu v vseh segmentih dober. Q5 je zmagal, ker je dejansko najboljši, ker ponuja najbolj popoln paket vsega. Najbolj racionalen, čustva bi mogoče zbrala kaj drugega, ampak tako je. Težko bi rekel, da sem presenečen nad zmagovalcem. Zdaj je za nami to že 6. prima test in vedno so zmagovali avti, ki so pokazali največjo prepričljivost s celotnim paketom in to Audi ima. Ja, cene so, čeprav je, bom rekla, relativno enoten segment, bi rekel, ne, načeloma bi rekli, da se sukajo tam med 50 in 55, pa se vidi, da so vseeno določene razlike. Na enem koncu eni skrajnosti, na spodnji strani recimo Alfa, pa mogoče NX, kar je tudi malo pogojeno s tem, kaj lahko sploh omogoča v določenih paketih opreme. In potem na drugi strani so pa stvari pravzaprav neomejene, kjer jih lahko iz dodatno opremo spravaš tudi do 80 000, kot je bil eden od predstavnikov, ki smo ga videli, ampak bom rekla, načeloma je pa to segment, ki se giblje med malo pod 50 do malo čez 50 000 evrov. Če gledamo točkovalno tabelo, smo sicer novinarji 8 uredništev dali Q5 še najmanj točk, ampak je zmagal pri merljivih stvareh, pomembnih stvareh in tam je občutno premagal druge tekmice. Kljub temu, da so nekateri novejši kot on že počasi čaka na zamenjavo.
se mi je skozi celoten test zdelo, da bi svetovni avto leta, pač Volvo XC60, lahko tudi tukaj pokazal največ. Malo tudi zato, ker je drugačen od nemške konkurence, malo zaigra tudi bolj na čustva, bi rekel. Tudi zmagovalcu nekaj porekati je, lahko bi temu rekli, politično korekten. Glede na priljubljenost vseh teh avtov je to kar prestižna lovorika. Spet moram poudariti, da nobeden od kandidatov seveda ni slab, konec koncev gre le za avtomobile s ceno med 50 oziroma 60 tisoč evri. Na koncu smo izbrali tistega, ki je bil odličen na praktično vseh področjih. Če pa so vaše osebne preference drugačne in vas zanima le odlična voznost ali pa odpiljen dizajn ali pa super notranjost, se pa seveda z nobenim ne boste strelili v koleno.